Pri nakupu nepremičnine gre za pomemben korak in odločitev, ki s seboj prinaša temeljit razmislek o naši prihodnosti, pa tudi določene dvome in tveganja. Da bi bili na koncu z nakupom zadovoljni, moramo dobro razmisliti o tem, kaj potrebujemo, česa si želimo, določiti prioritete in naša pričakovanja uskladiti s trenutnim stanjem na nepremičninskem trgu. Naš predlog je, da se nakupa lotimo v 3 korakih. Prvič, odločimo se, kaj potrebujemo in česa si želimo. Pri tem nam bodo pomagala določena vprašanja, ki si jih lahko zastavimo, kot so: kaj pri trenutni nepremičnini najbolj pogrešam? Si želim nove nepremičnine ali starejše, ki je morebiti potrebna obnove? Koliko časa lahko namenim za vzdrževanje nepremičnine in njene okolice? Kdo vse bo bival v nepremičnini? Bodo poleg nas, partnerja, morebiti tudi kakšni drugi hišni ljubljenčki? Na kakšen način mora ta nepremičnina podpirati moj zdajšnji življenjski slog? Recimo nam omogoča druženje z veliko ljudmi? Oziroma je nepremičnina, ki jo želim kupiti, primerna za moj zdajšnji življenjski slog ali tistega, ki ga nameravam imeti v prihodnje? Ali lahko to stanovanje oziroma hišo kasneje spremenim v bivališče za večjo družino? Kakšne so moje prostočasne aktivnosti, ki so mi v veselje? Kako daleč naj bo nepremičnina od trgovine, banke, šole in druge pomembne infrastrukture? Kot namigujejo ta vprašanja, je odločitev za nakup določene nepremičnine močno povezana s tem, kdo smo sami, kakšni so naši cilji in tudi potrebe. Drugi korak. Določimo finančni okvir za nakup. Preden se aktivno lotimo iskanja nepremičnine na trgu, moramo skrbno načrtovati tudi finančni aspekt nakupa. Preveriti velja še posebej 3 stvari. Višino lastnih sredstev iz obstoječih prihrankov in naložb ter njihovo likvidnost oziroma dosegljivost. Kreditno sposobnost in aktualne pogoje kreditiranja strani bank. Ti se lahko v kratkem času znatno spremenijo, čemur smo priča še posebej v zadnjih letih. In tretjič, vrednost in likvidnost lastne nepremičnine, vkolikor bo prodaja le-te pomenila vir sredstev za nov nakup. Če iskanje nepremičnine traja dlje časa, moramo te navedene informacije preveriti večkrat. Pripravljena pa moramo imeti likvidna sredstva za aro, ki se nakaže takoj. Ta v večini primerov znaša 10% dogovorjene kupnine. In končni zadnji del, iskanje, skrben pregled nepremičnine in nakup. Šele 3. korak procesa kupovanja nepremičnine predstavlja aktivno iskanje primerne nepremičnine za nas na trgu. Pri tem moramo biti pozorni na pravne, kot tudi na dejanske vidike stanja nepremičnine, kot so leto izgradnje, leto obnove vitalnih elementov stavbe, morebitne adaptacije in dokumentacijo, če ta obstaja. Ker gre pri kupovanju nepremičnine za eno naših največjih investicij, priporočamo sodelovanje s strokovnjaki.